To, kar se dogaja na nivoju države, ki je samo fikcija, prazen papir, to je za nas nepomembno. Vam jaz iskren povem, ko hodim na tržnico, jaz sem drugače SP, pa bom še tukaj povedala, kako izgleda interakcija z mano pa z inšpektorji, ko pridajo na tržnico. A vas zanima? Oni pridajo brez vznak, ne, kar je že skregano z etičnim kodeksom za javne uslužbence. Jaz sem ga mogla znati na pamet, kot javni uslužbenc. In ko pristopi do mize, on vzame tisto izkaznico in jo da tako k nogam, kakor da ga je sram, da je inšpektor. Razumete? Vse ga je lahko. Ja, lahko ga je sram, to pa drži, ker je to sistemski parazit in jaz sem jim to dala vedeti. In pol reče, gospa, mi smo pa porajtali, da vi napišete računov. A ja, sem rekla, ki imate pa medsebojno pogodbo o sodelovanju? Pa on začuden pogled, kakšno pogodbo o sodelovanju? Nimamo mi nobene pogodbe o sodelovanju, ne? Obligacijski zakonik. Ja, sem rekla, potem pa nimate pristojnosti nad mano. Kako da ne, se ste podpisala? A res, sem rekla, potem mi pa predočita pogodbo, da vidim, kje sem jaz podpisala. Jo nimava. A bejšta, no, sem rekla, potem se pa nimamo več kaj pogovarjati. Vzamem vezano knjigo, jaz nimam blagajne, vzamem vezano knjigo v roke, jo vržem na mizo, kar poglejta, dotakniti se ne upajo. Razumete? Odkar imam jaz varovalen sporazum, to je ko koda, sam ne QR koda, ampak skoda za osvoboditev. In ko vi dvignete glavo, umirjen govor, papirje, prosim, papirje. Osebna odgovornost. Ja, papirje, pa tukaj, ko jaz prodajam, to je moja zasebna posest. Miza, na kateri jaz prodajam, je tako kot moja njiva. In ko ti pristopiš do mene in zahtevaš nekaj od mene, mi želiš dati komercialno ponudbo. Tako, kot je bilo tamle, a ne, ko ste dobili piškote, pa druge stvari, vi, ko ste pristopili do mene in povedali, kaj želite, to je že v bistvu komercialen potek dogodka. A ne, vi ste prišli z eno energijo, jaz sem vam dala pa drugo energijo. Ampak, ker ste vi pristopili do mene prijazni in ste rekli, joj, mi bi pa radi te dobre piškote, sem jaz vstopila v pogodbeno razmerje in sem rekla, ja, dam vam jih. Razumete, kako to poteka? A ne? In vi ste izmenjali denar, to je bila vaša energija, jaz sem vam pa dala tisto, kar sem jaz naredila, je bila pa moja energija. In ko smo mi to zmenjali, je bila pogodba sklenjena. Razumete zdaj, kako to poteka? In recimo, ko vi v trgovini dobite račun, je pogodba sklenjena. Vi ste plačali za tisto, kar ste dobili iz trgovine. Razumete? A ne? Kako te zadeve potekajo. Dokler se mi tega ne bomo zavedali, kako poteka ta interakcija v sistemu, ne bomo znali izstopiti ven iz tega. A veste, prvo se moramo mi zavedati, kako to sploh pravzaprav poteka. A ne? In zdaj inšpektorji hodijo po tržnici, ampak, ko preberemo, to je žlogar, gre kar stran. A veste, jaz bi rada malo akcije, da jaz tam pokažem mojim še, kva se to... Mi ne dajo mi priložnosti in sem užaljena. In zdaj sem rekla, a ne? In zdaj sem rekla, da bom šla pa korak naprej, ne? Zdaj bom pa dala na mizo napis, se že cajt pripravljam, ne? Objekt pod video nadzorom. Pa Aleš mi je dal eno zelo priročno kamerco, in bom jaz tisto kamerco postavila gor in bom snemala, ki jih bom zagledala, drugačne. A ne? Jaz bi jih rada izvala. A veste, jaz sem človek akcije, samo da se nekaj dogaja, pa ni važno kva. Ja, pravijo klele, gospa pravijo, da mi niso dorasli, a ne?
A veste, in če mi hočemo izstopiti ven iz sistema in se iti neko samo oskrbo, moramo najprej vedeti, kakšna so pravila igre tukaj, da bomo sploh znali to speljati. Zdaj že malo bolj veste, tiste, ki poslušajo predavanja z Ljudske pisarne, pa jaz imam zmeri kakšnih par takih udarnih, pa malo tako odštekanih, ampak veste, sej življenje je cirkus. In če ga tako vzameš, pa to je ena sama ljuba uživancija. Jaz kamor grem, povsod se nekaj dogaja, Če ne drugega se pa smejemo, že eno pizdarijo naredim. A veste, pa kakšen masten vic povem, če so tam vsi tugi, uno treto, že dobim kaj taga. Saj Bog zmeri pošle, če ga prosiš. No, gremo nazaj k samooskrbi.